Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Dame in gospodje, globje skoraj ne gre. Kamere so ujele premierja Šarca, kako gleda, kam nas je njegova politika novih vzorcev pripeljala. Od sendviča smo prišli do Aleksandre Pivec, ki nezakonito masno služi na naš račun, in Angelike Mlinar, ki si to šele obeta. Iz tujine, s tujim potnim listom. Zato uriti smo. Vi pa gledate 55. oddajo 3. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali biznis ali mafija. Komu se v Sloveniji sploh še splača biti podjetnik? Kdo vklepa biznis v Sloveniji? Mačehovska država ali prava pravcata mafija? Nam bosta povedala naša stalna komentatorja. Magister Ivan Simič in magister Rado Pezdir. Toplo pozdravljena. Pozdravljen. Evo ga, zdaj se vidimo, super. Rado, Ivan, pozdravljena še enkrat. Ivan, najprej vprašanje zate, ker to naslovno. Komu se splača biti podjetnik v Sloveniji? Vsak ima idejo, vsak želi nekaj narediti in želi biti neodvisen, se odloči za podjetniško pot. Normalno je pa, da mnogi, ki začnejo na novo, ne vejo, kaj jih na tej podjetniški poti čaka, kaj se lahko zgodi, če bodo uspešni, če bodo zelo uspešni. To, kar lahko spremljamo v Sloveniji, imamo tudi pri nas nekaj uspešnih podjetnikov, ki so začeli iz niča, Krapovič, Boskarol in še mnogi drugi, ki se jih pa potem začnejo ljudje obsojati in tako naprej, zato pa nekateri zapustijo Slovenijo in grejo delati ven. Drugače pa jaz mislim, da se v Sloveniji bi se dalo zelo dobro delati, torej nekateri delajo dobro, tudi tisti, ki delajo dobro, svoje delavce plačujejo v redu, ampak v nas se ustvarja neka klima, da so delavci zatirani, da so izkoriščeni in tako naprej, ampak mi imamo vse možne ukrepe, da lahko tam, kjer se to res dogaja, tudi to naredimo, objavimo, kdo so ti delodajalci, ne pa da na ta način obsojamo vse, ki imajo delavce za plačo. Ja, zdaj si neko tako politično korektno verzijo povedal, ja. Ker v OFU prej si rekel, da tisko dela z državo, ne? Čakaj, še si me prekinil. Oprosti, izvoli. Torej, uspešen podjetnik je pa normalno to, kar lahko spremljamo že zadnjih nekaj let, ne bom rekel samo zadnja leta, že dolgo časa, da tisti, ki so z državo delali, ki so bili povezani z stranko, ki je bila na oblasti, tisti so dosegali neverjetne dohodke v tistem obdobju in to lahko marsikje vidimo, ker imamo zdaj Erar, ki se v Erarju ti podatki vidijo. Zato pravim, da jaz občudujem samo tiste, ki delajo neodvisno od države, ki delajo z svojim znanjem, ki delajo na tujem trgu in tako naprej. Rado, država je dober biznis, se ti strinjaš s tem? Vsekako je, posebej, če ima država v lasti banke, ki potem te biznise lahko podpirajo z dolžniškim kapitalom. Zagotovo pa, če dopolnim lahko še Ivota, je uspešen podjetnik ponavadi v Sloveniji tisti, ki je nekako obrnjen na izvoz, na tuje trge, kar je posledica ne samo tega, da je pač država majhna in da je večino poslov se zagotovi z izvozom, ampak tudi posledica tega, da je zelo težko delovati znotraj države, kjer so trgi praviloma ali brutalno regulirani z strani državnih institucij ali pa so podvrženi neki deviantni konkurenci, ki jo narekuje pač politika. Zdaj, Ivan, ti si zadnjo številko, mislim, da revije Denar, si dal zelo alarmanten naslov na naslovnico, bomo to tudi pokazali gledalkam in gledalcem. Šlo je se pa v bistvu za en primer, v bistvu si upisal en svoj primer, ki se je kar dolga leta vlekel. Nimam zdaj časa, da bi šli vse v detajle, ampak nakratko pač davčnima zavezancema je najprej FURS, takratni še pač DURS, obračunal pač nezakonito davek v nasprotju z odločbami naših in evropskih sodišč. Potem, ko se to pač dokazali pred Evropskim sodiščem, pa ima zdaj noče izplačati zakonitih zamudnih obresti. Kako ti recimo komentiraš ta Sizifov boj pač nekega SP-ja, nekega podjetja z državo? Komentiram tako, da se to pač dogaja. To ni osamljen primer, teh primerov je še več, ampak ta je bil res en takšen, bom rekel, dokaj veliki, ki 350-360 tisoč evrov, ki so mu jih takrat porubili, ni malo. To je moral preživeti, moral je pač zdržati, ne govorim o vseh problemih in težavah, ki jih je imel, ampak nekaj takega se ne sme dogajati, kajti jaz sem te inšpektorci, takrat še carinske uprave, trdil ves čas v celotnem prvem postopku to, kar se je na koncu dokazalo in kar je tudi ona sama priznala,
da je pač blago bilo prodano v Luki Koper in da zavezani slovenski ne morejo odgovarjati, če v Romuniji niso plačali DDV-ja, ampak enostavno ne, nje je pač se te dve osebi, ta dva subjekta se zdela primerna, da jih obdavči in jih je pač obdavčila, s tem je kazala pač svojo moč. Kolega iz Maribora se je pač njej pridružil, ker ni mogel odločiti drugače, ker je ona odločila v prvotnem postopku. In pot je potem šla, enkrat, ker je pritožba vložena, ti ne moreš nič, pot gre druga stopnja, upravno sodišče, vrhovno sodišče in tako naprej. In tisto, kar jaz nenehno trdim, vlada bi morala popraviti zakon o inšpekcijskem nadzoru, da inšpektor ne more biti tako samostojen. Če pa je že tako samostojen in se ugotovi, da je odločil napačno, potem pa naj gre tudi del tega, kar se mora vrniti iz njegovega žepa, plus tega pa to, kar sem že nekajkrat poudaril. Če zavezanec dokaže, da je država se ga neupravičeno lotila, bi morali imeti v zakonu določbo, da v primeru, da mu je država pobrala več kot 300 000 evrov, mu pripada odškodnina 50 ali 100 000 evrov. Če želi več, pa naj se toži. Ne pa, da se zdaj mora tožiti v vsakem primeru. Ne, toliko je fiksno, to mi pripada, če ste mi to naredili, če pa hočem več, se pa tožim. Ampak tega mi ne bomo dočakali, zaradi tega, ker država se bo na vse načine branila, ima časa za odvetnike, država bo dalj časa živela kot zavezanec in to je to. Ampak, Ivan, koliko časa je recimo ta kalvarija trajala? Ta kalvarija je trajala 6,5 let, da smo uspeli na Evropskem sodišču, to je bilo 25. oktobra lansko leto in potem od oktobra je v Vrhovno sodišče odločilo nekje, mislim, sredi januarja, upravno sodišče je potem vrnilo nekje konec marca v ponovni postopek finančni upravi in ker se ni nič dogajalo, sem jaz čez poletje klical, kdaj bodo začeli odločati in potem so končno začeli odločati in so pač odločili tako, kot so. Znesek je pa bil, si rekel, 350 000 evrov, pa koliko zamudnih zakonitih obresti še na to? Torej, oni so njemu pobrali nekje 360 skupaj glavnica plus zamudne obresti, ki so njemu natekle. Tako? To, kar bi njemu morali sedaj vrniti, vsega skupaj bi moralo biti še zamudnih obresti, po mojih izračunih, ki sem jih naredil in sem tudi te račune preložil, ko sem zahteval 150 000. Še prav 360 plus 150. Rado, a bi si ti šel v biznis, kjer recimo ti lahko država tako za 6 let pa pol vzame $500 000 nezakonito? Kdo si sploh to lahko prvoš, ne vem, v Sloveniji? Težko si prvoš nekdo, ki za svojimi lastniškimi sredstvi operira na nek srednje velik biznis. In to je tveganje, kateremu so izpostavljeni praktično vsi v državi, da pride do kolosalnega natega, ki uniči podjetje, tebe, zaposlene, vse ostale okoli, potem pa čakaš in greš čez eno novo kalvarijo, kjer pač se ti, tudi če se ti vrne, nima več nobenega pravega smisla. Sej nekako drugače tudi ni, če končaš na sodišču zaradi kakršnega koli spora, ker danes tudi, če imaš eno zanesljivo trdno zgodbo za sabo, ne pomeni, da bo pravica te dosegla na sodišču ali pa te bo dosegla v takem roku, da bo tvoje življenje še ob nekih normalnih ambicijah potekalo dalje. Ampak po drugi strani pa ti rado tudi v teh svojih kolumnah, ne, ali v Reporterju ali pa recimo na Požar Reportu razkrivaš tudi veliko večje svinarije, pa tudi tam se nič ne zgodi. Ne. Recimo, zdaj v zadnji si bil posebej kritičen, med drugim tudi do guvernerja pač Banke Slovenije, ne, ki si ga imenoval pač, mislim, da za političnega mrtveca. Ne. A nam lahko več poveš o tem? Ja, dejansko je tisto, na čemer sem najbolj zgrožen, to, da se guverner Banke Slovenije obnaša natančno tako, kot so se obnašali guvernerji Banke Slovenije do sanacije bančnega sistema, se pravi, enostavno je mrtvouden, neodziven, kot regulator popolnoma neuporaben in neučinkovit. To je nekaj, kar je zaskrbljujoče, jaz mislim, da tako dalje ne more iti. Letos smo videli že par večjih problemov v bančnem sistemu, ne samo problem, ki je vezan na regulacijo kreditov, ampak tudi probleme, ki so vezane na kriminalne združbe, ki so se zaredile v slovenskem bančnem sistemu in seveda problem problematičnih lastnikov v slovenskih bankah. Zdaj, jaz menim, da s takim guvernerjem dalje ne moremo iti, ker ni vloga guvernerja, da se dela, da ni regulator in da stvari ne vidi. To smo videli že enkrat, kam je pripeljal, račun za to je bil 5 milijarden. Mislim, da se s tem več ne bi smeli igrati in da bi vasle enostavno mogel odideti.
Ivan, zdaj ti si bil, ne vem, direktor slovenske davčne uprave, srbske davčne uprave, si ne vem koliko, vsako leto praktično si izglasovan za najvplivnejšega davčnega svetovalca, ali kako se že temu točno reče, pa vendarle rabiš, ne vem, 6 let pa pol, da recimo FURS prepričaš v to, da imaš prav. To nas mora skrbeti, ne? Ja, takšen je pač postopek. Na drugi stopnji traja leto, 2, 3, pa imamo upravno sodišče, ki traja leto pa pol, potem pa imamo še vrhovno sodišče. Tisto, kar ljudje mogoče še ne vedo, pa bi bilo dobro, če bi vedeli, torej prišlo je do spremembe zakona, tako da vrhovno sodišče, ki se ti pritožbo vložiš, bom rekel, pravno sredstvo na vrhovno sodišče odloča, ali bo sploh sprejel ali ne bo sprejel. Torej ni nujno, da vsako zadevo sprejmejo. In tukaj bodo marsikdo, ki bo menil, da gre iskat pravico na vrhovno sodišče, se lahko zaletel v to določbo oziroma v odločitev vrhovnega sodišča, da revizije ne bodo sprejeli in pač ne bo mogel na vrhovnem sodišču odločiti. Lahko bo šel potem naprej na ustavno, ampak ustavno lahko odloči identično. Tako da pot je zelo dolga, moraš imeti predvsem dosti zdravja, da to lahko dočakaš pri vseh teh problemih in pa tudi nekaj denarja, da lahko to vse sfinanciraš. Ampak daj mi razložiš, prosim te, no, zdaj, po 6 letih pa pol, ko dokažeš, da DDV ni uvozna dajatev, pa napiše ta inšpektorica. Ne, mi smo se kregali okrog tega, ali je pravilno dobavil in kdo je odgovoren. Torej, mi smo trdili, da je blago bilo dobavljeno v Luki Koper, da on ne more odgovarjati za to, če Romuni niso plačali in mu treba dokazovati, da je blago prispelo v Romunijo. Ampak zato, da pa ne izplačajo zakonitih zamudnih obresti. Ja, veš kako je, če ti uspeš v nekem postopku in ti morajo vrniti 350 000, potem iščejo način, kako bi te spet prikrajšali. In to je bila idealna ideja, da so rekli, to pa je bilo pri uvozu, to je pa uvozna dajatev. In kljub temu, da sem jim predložil in poslal sodbo Evropskega sodišča, ki je reklo, DDV ni uvozna dajatev, predložil sem jim 2 sodbi Vrhovnega sodišča Slovenije, Republike Slovenije, da DDV ni uvozna dajatev, predložil sem jim kopijo finančnega letnega poročila FURS-a, v katerem izhaja postavka, kaj je DDV in kaj je carinska dajatev. Torej, tudi tam ne izhaja, da bi DDV bil carinski dajatev, ampak ne pomaga ni zaradi tega, ker enostavno inšpektor, ki se podpiše, ima vso moč. On lahko odloči, karkoli želi in mu ne moreš popolnoma nič. Ja, zdaj ne vem, gledalci za vas, ampak jaz rabim en krajši premor, da tole predelam. Tako da se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo z debato o tem, komu se v Sloveniji splača biti podjetnik. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Ivan Simič in Rado Pezdir. Pogovarjamo pa se o tem, komu se v Sloveniji splača biti podjetnik. Zdaj, fanta, v prvem delu oddaje smo eno dost črno sliko naslikali o tem, komu se v Sloveniji splača biti podjetnik. Več ali manj je to kar zahteven posel. Ampak zdaj v drugem delu oddaje bi se pa rad pogovarjal z vama o nekih konkretnih primerih, kjer pa imamo podjetnike, ki so recimo že dolgo časa poslujejo, pa jih očitno država kar naprej zapleta v neke sodne postopke, predkazenske ali pa kazenske, ki na koncu ne doživijo epiloga oziroma ali zastarajo ali kakorkoli ti ljudje ostanejo nedolžni. Če dam recimo en primer kot uvod, Rok Furlan, znan tudi kot ljubljanski kralj betona, zdaj sicer ne več, ker je letos svoje podjetje podal naprej. On je v 20 letih poslovanja bil v 10 ali pa je še kazenskih oziroma predkazenskih postopkih. Nobeden izmed teh ni doživel sodnega epiloga. Rado, zakaj država zafrkava poštene državljane, kot je recimo Rok Furlan, bolj znan na sceni kot Tyson? Ja, očitno je to super odličen podjetnik, vrhunski kralj in mu zamerijo in ga enostavno maltretirajo na sodiščih in ga hočejo uničiti. Drugega ne vem več, kaj bi po vseh teh padlih ovadbah rekel. Očitno je Rok Furlan žrtev globoke države in slovenskega pravosodja in mu dolgujemo vsi skupaj eno veliko opravičilo, mogoče celo preiskovalko. Ja, a misliš, da kaj drugega ne rečem, ker to je itak, kaj sodni sistem slovenski je v eno odkrito jebanje v glavo. A misliš, da se mu maščujejo zaradi očeta, ki je bil konzul, ali vojaški ataše v Rusiji, ali kaj je bil? Absolutno nimam pojma, vem pa, da mu je bilo lažje poslovanje zaradi tataja. Ivan, kako ti to komentiraš? Tako Rok Furlan kot oče sta bila v osebnem stečaju, zdaj Rok Furlan je osebni stečaj zaključil,
dokazal je v teh 5 letih in še nekaj, da se je trudil odplačati dolgove in mu je zdaj država odpisala milijonski dolg, ki ga je imel, pa še zmerom mora dokazovati svoje pravice na sodišču. Ja, vsak uspešen podjetnik mora biti uspešen, to je to vse, kar bom povedal. Ne? Vsak uspešni podjetnik mora biti uspešen. Kaj to pomeni? Na sodišču uspešen ali na splošno uspešen? Zdaj smo spet iz mojih izkušenj. Ja. Tisto, kar me moti. Država se pač loti določenih oseb, ki pač ne ustrezajo in jih potem maltretira. Ja. Rok Furlan, malo se kaj piše o njemu in tako naprej, ne bom komentiral ničesar. Je še veliko drugih, ki imajo podobne težave, ampak o njih se ne govori za tega, ker so pač zaščiteni. Jaz pravim, mi tle govorimo vse, kar povej, kjer so to. Ne bom našteval, zato imamo državne organe, ampak če njega preganjajo, če mu želijo nekaj dokazati, potem naj zadevo pripravijo tako, kot je treba, če je res kaj narobe. Če pa ni nič narobe in potem zadeve padajo, pol ni bilo narobe, ker velja, bom rekel, stališče, da dokler nisi pravnomočno obsojen, si nedolžen. Jaz sem že nekaj tudi tožilcem predlagal, ko smo se srečali, zakaj tožilci, če se na določene zadeve ne spoznajo, se ne pogovorijo s kom, ki se na to spozna. Oni gledajo pač neke zadeve svojega stališča, ko vidijo številke, se tako izgubijo. Zadeve so dokaj enostavne in niso komplicirane. Zdaj Rok pač bil je v osebnem stečaju, torej v skladu s slovenskimi predpisi je ta stečaj zaključil. Sedaj je pa pač normalni državljan Republike Slovenije, ki ni v stečaju. Če ga bodo še kje preganjali, ne ga preganjajo, ampak malo je pa že res smešno, da se to dogaja. Pa se pogledamo tudi Franca Kanglerja, kako lahko pade 21 kazenskih ovadb. Ja, tukaj nekaj ni v redu. Torej nekdo si pač, ki ima to možnost, zdaj smo spet na tistem, kar jaz govorim, inšpektor, če se nekdo ne dopade nekemu inšpektorju, ta se njega lahko loti in nihče mu tega ne bo ustavil. Ker Franc Kangler je tudi šel iz politike v biznis, kaj je tam neke prašiče gojil, pa tako naprej. To je njegova ljubiteljstvo. Nekaj je kmetoval, pa evo, država ga zafrkava. Ampak njega so za kaj drugega zafrkavali, ampak dobro, imel je tudi svoj biznis, v katerem uživa s svojim traktorjem starim in gor na svoji kmetiji. Ampak to pravim, ne sme se zgoditi. Torej, če država vloži neko kazensko ovadbo, tam mora biti vloženo utemeljeno in mora biti res pa, da lahko vsak vlaga v kazenske ovadbe. Pri meni je Furs vložil kazensko ovadbo, pa so vsi dokazi bili v Fursu, da nisem naredil nič narobe. Inšpektorica je to želela narediti in ne moreš nič. Ampak tebe, Ivan, država kdaj vpraša kaj v zvezi s tem? Ne, nikoli ne mene vpraša. Zdaj, Roka Furlana sem izpostavil, ker je pač bil do letos pač ta kralj betona, ker beton je zdaj spet popularen. Zdaj imamo karavanke, pa drugi tir, pa tretjo razvojno os, pa tako naprej. To bo verjetno velik betona. Kako je zdaj s tem? Se morajo te, ki imajo betonarne bati, da se vključijo v te posle ali kaj drugega? Težko ti odgovorim na to vprašanje, ampak mestoma se ne bi strinjal z Ivanom, da bi bili tožilci in policisti strokovno nedovolj usposobljeni, če ne zaradi drugega, ker nekateri delajo 20 let delovne naloge in morajo začeti prepoznavati sheme, ki jih imajo pred seboj in jim mora postati jasno, kaj je. Sicer so retardirani in jim nobena seznanitev ne pomaga. Razumem pa, kaj Ivan hoče povedati. Jaz hočem samo dodati, da je na vseh teh institucijah, torej na policiji ali pa na tožilstvu prisotna ali težka retardiranost, ki sicer ni ovira za tam dobiti delovno mesto preko kakšnega omrežja ali pa gre za koruptivno delovanje. Jaz si drugačno znam razložiti, kako bi ne bili sposobni v recimo 10 letih obtoženega predloga obtožence napisati zoper T6, žilne opojnice, kako niti ene sheme iz bančnih shem niso odkrili. Ne morem si drugače predstavljati, kot da gre za globoko korumpirano gnezdo, ki je nasejano z retardiranimi ljudmi, ki svoje nesposobnosti lahko vedno omogočijo, da primeri padajo. Drugo
poglavje je seveda sodišče. Ampak ti si bil strokovni sodelavec več preiskovalnih komisij Državnega zbora, tudi marsikaj napišeš v teh svojih kolumnah, ne? Tudi v zadnji si recimo napisal, da če ne bo guverner bral, bo kaj prvič zvedel. Kako si ti recimo to razlagaš, da pač stvari pridejo v javnost, pa pristojni ne odreagirajo? Zakaj jim recimo to toleriramo? Zakaj ne rečemo dovolj, politične volje. Ni vlade, ki bi imela politično voljo, ki bi hotela navesti institucije učinkovite. Naprimer, jutri bo minil 11 let, odkar je iranski državljan Irač Farrokh Zadeh odprl račun na Novi Ljubljanski banki, prek nje spustil 1 milijardo evrov, ki so stekla v proliferacijo, financiranje teroristične dejavnosti, etc. Minil bo hmal tudi 2 leti, 3 leta praktično od tega, ko je primer prišel v javnost in odkar je na tožilstvu in mi nimamo osnovnih odgovorov, niti kako je prišel, s kom je prišel, kdo mu je omogočil, da je to naredil, ničesar. In to je vse posledica dejstva, da ni politične volje, ni vlade, ki bi udarila po mizi in rekla, da hoče enkrat za večno končati z kriminalom, oziroma iz institucij izvršiti koruptivne elemente in nesposobne elemente. Ampak zakaj pa po drugi strani, recimo Ivan, če jaz pozabim plačati prispevke, takoj dobim obvestilo, pa globo, pa mi trgajo z računa, pa ne vem kaj še vse. Ker je to vse ven z računalnika avtomatsko. Če nisi plačal, opomin, poziv, blokada. A bo zdaj na ta način država zbrala teh 100 milijonov? Ne? Ti si pisal tudi o tem, da ker, ko so sprejemali proračun, so pač ugotovili, da 100 milijonov manjka zaradi sprememb pač pri dohodnini, ne? In so rekli, da bojo to, minister Bertoncelj, finančni minister, rekel, da bo to nadomestili z boljšim pobiranjem davkov. Kako bo zdaj to v praksi izgledalo? Bomo še več glob dobivali ali kako? Tu moramo vedeti, da 100 milijonov na 15 milijard je zelo majhen znesek. Pomeni, ti lahko zmeraj z nekimi računovodskimi ali pa računskimi mahinacijami ali pa izračuni dokažeš, da si teh 100 milijonov pobral. Čeprav jih nisi, ali kako. Lahko se zgodi, da je več prilivov, ker se je zgodila neka druga zadeva in sploh ni pomembno. Torej, zato jaz pravim, da je bil tista izjava, da se bo to pobralo z bolj oštrim, bomo rekel, z bolj striktnim ali pa hujšim nadzorom, nepotrebna, netaktna, ker se da to drugače povedati. Jaz sem rekel, lahko bi povedali, da bodo privarčevali na odhodkih, ali pa da pričakuje, da bodo zavezanci zaradi tega, ker so dobili neke olajšave, plačali več davka. To bi bilo dosti bolj primerno. Ker je nemogoče za tem številom inšpektorjev, ki jih imamo, že vsa leta se vrtijo približno na enaki številki, narediti, pobrati toliko več davkov. Potem izobraževanje novih inšpektorjev traja 4 do 5 let, kar pomeni, da ti ne moreš kar neke novince vršiti v inšpekcijski pregled. In to je ta zadeva. Tako da ne bo šlo. Ne bo šlo. Ampak pa se moramo bati teh nekih novih glob, ali se ne sme? Prav gotovo, to se že v praksi dogaja, da se te globe izrekajo vedno več. Tudi FURS je opozoril, da bodo izrekali zdaj globe tudi za tisto, ki jih do zdaj so tolerirali in niso izrekali. Pomeni, po črki zakona imajo pravico izreči globo, potem pa sam odločaš, če boš plačal polovičko, se boš pač zahtevo za varstvo zakonitosti vlagal. Ampak jaz pravim, se strinjam z vsem, ampak potem uvedimo tudi globe in kazni za tiste, ki narobe odločijo. Jaz samo hočem enakopravnost, da če meni nekdo odloči nekaj narobe, da ima tudi neke posledice. Če nekdo vloži kazensko ovadbo pa pade, potem naj odgovarja zaradi krive ovadbe. Ne pa, da si potem vsi uperejo roke in rečejo, nihče ni kriv. Ja. In tudi to, kar sem se prej pogovarjala z Radotom, zakaj se nič ne zgodi. Je očitno so povezave tako močne, da se zadeve pač enostavno ne želijo sprožiti. In je bolj sprožiti mogoče neko manjšo zadevo, jo tudi medijsko procesirati, vsi se ukvarjajo z njo, tam pa tečejo za strani roke. Ja. Rado, zdaj ti en primer bi s tabo se pogovoril, Agroruše. Ti si bil en izmed oddaj Tarča z gospodom iz Agroruše, ki je pač rabil kredit, da reši firmo, rekli so mu, da dobi kredit, če da podkupnino, ni hotel dati, je zadevo prijavil, zadeva še nima niti sodnega epiloga, zdaj mu grozijo njemu in družini tudi smrtjo, razne stvari se dogajajo, ampak tole bi te vprašal. Vmes smo izvedeli tudi, da je gospod večkrat poskušal prek odvetnika priti v stik z Banko Slovenije, da bi predstavil Banki Slovenije kot regulatorju, kako se banke, ki so pod njeno ingerenco, obnašajo, pa je tam naletel na gluha ušesa. Drži, to je bilo na začetku leta, so se začeli ti njegovi poskusi in to je tisto, o čemu govorim, da smo prišli spet do tega alarmantnega stanja, ko regulator noče svojega dela opraviti. Jaz menim, da je
guverner Banke Slovenije Vasle že večkrat opustil svoje dolžno ravnanje in menim, da bi si zaslužil ovadbo, zaradi tega, ker je enostavno škodljiv. Take stvari bi se mogle razčistiti, take stvari so alarmantne, da imamo mi zdaj neke združbe organiziranega kriminala po bankah in da delujejo naše banke kot nek podaljšek napolitanske mafije. To ne more biti dobro, še posebej, če se te združbe gojijo naprej ob direktnem in zavednem ignoriranju za strani regulatorja. Jaz pravzaprav več ne vem, kaj narediti. Razmišljal sem tudi sam, da naredim ovadbo zoper guvernerja Banke Slovenije zaradi večjih stvari, s katerimi je bil seznanjen in v zvezi s čemer noče enostavno narediti tistega, kar zakon od njega veleva. Enostavno tako dlje več ne bo šlo. Mislim, da nismo daleč od večjega sranja, če bo tako nadaljevalo se. Ampak zakaj recimo, zato, ker mu je vseeno. A mu je vseeno, ali se boji? Ja, pač ne dela tega, ni mu treba tega delati. Ja. Se ne boji, recimo, ker gremo pač v tem konkretnem primeru, gre za NKBM, se ne boji, recimo, pač Apola, sklada lastnikov iz tujine te banke. Nobenemu guvernerju Banke Slovenije se nikoli ni zgodil ničesar, ne glede na to, kakšno kolosalno sranje se je naredil in kakšni visoki stroški za davkoplačevalce so se zgodili, oziroma za komitente in tudi banke. In enostavno tega zgleda ni. In jaz govorim praktično isto samo v bančnem sektorju, kot je povedal prele Ivo, v davčnem sektorju. Pač ni enostavno koncepta osebne odgovornosti, ki bi ljudi prisilili, da upoštevajo tisto, kar so njihove delovne naloge in da jih opravijo v dobro državljanov. Ivan, kako si se ti kot takratni direktor zdajšnje finančne uprave boril proti temu? Vemo, ti si imel tudi en primer z enim inšpektorjem, ne? Ampak kljub vsemu, kako si ti recimo ljudi prepričal, da delajo pač v interesu države pa zakonito, ne pa tako, kot se komu zdi. Jaz sem imel pač način, da sem se pogovarjal tako v Sloveniji kot v Srbiji. Torej, predvsem moraš inšpektorjem dati neko svobodo, da lahko pač odločajo v skladu z zakonom. Ampak ne popolno svobodo. Ne, popolno vsekako ne. Da odločajo v skladu z zakonom, če imajo dilemo, naj se pridejo pogovoriti z svojimi nadrejenimi in tako naprej. In jaz sem zagovornik tega, da mora biti direktor finančnega urada tisti, ki bo dal zeleno luč. Torej, če se vsi strinjajo, da je inšpektor odločil pravilno, gre zadeva naprej. Če se kdo ne strinja s tem, kar je inšpektor naredil, potem je direktor tisti, ki bo moral prevzeti odgovornost na sebe. In tudi, če bo karkoli narobe, direktor potem je zamenjan, ker inšpektorja ne moreš zaradi tega zamenjati. In tako bi morali biti. Ne pa, da imamo danes primere, ker tudi lahko kdo inšpektorju reče, da je narobe delal, pa bo odločil se po svoje. V redu, ni problema, lahko se odločiš. Ampak, ko bo zadeva padla, takrat pa mora nekdo nositi odgovornost. Mi smo imeli cel kup zakonov, ki so bili sprejeti z retroaktivno veljavo, ki jih je predlagala vlada in sprejel državni zbor. V tem primeru so inšpektorji odločali po zakonu, ki je bil neustaven, bi morala ta vlada, člani vlade in člani parlamenta, ki so to zglasovali, iz svojih žepov plačati tiste zamudne obresti, ki jih je morala država poravnati, ko je izgubila spore. Mi moramo samo uvesti to osebno odgovornost, da plačajo iz svojega žepa. Tudi pravim, šlo je 4-5 milijard za dokapitalizacijo. Ja. Tako mirno, nihče se kaj dosti ni sekiral, nekaj malega razburjanja. Mislim, da je veliko več razburjanja in pisanja po časopisih, če neka znana oseba utaji, ne vem, davek 100, 200, 300 ali pa 1000 evrov, kot tistih 5 milijard. To veste, kako je 5 milijard? Tretjina proračuna, če dodava še prispevke. In nič. Zdaj, pogovarjali smo se, no, pač v nekih medijih so se pogovarjali tudi o enem kuliju direktorja pošte, ne, za 900 evrov. Zdaj, kaj je zdaj večji problem? Ja, normalno, da je za nekoga večji problem kuli, zato da si nekdo kupil takšen kuli. Kuli si lažje predstavljamo, ne? Kupil vse te silne milijarde. Zato pa pravim, jaz, ki sem bil na funkcijah, podpisuje z navadnim svinčnikom ali pa prenese svoj kuli malo boljši. Ja, evo, to je mogoče rešitev. Ampak zdaj, ko se pogovarjamo, recimo, kdo še sploh potem bo ustrajal v Sloveniji pa tukaj posloval. Sej, Ivan, ti zmeraj praviš, ni treba iti daleč, ni treba iti niti na Cipr, če greš recimo v sosednjo Avstrijo ali pa v Bosno in Hercegovino. Jaz bolj zagovarjam Avstrijo, ok, dobro je. Se tudi bližje, ne? A ni pol nevarnost, da bomo ostali pač brez vseh podjetnih ljudi v Sloveniji? To se ne bo zgodilo zaradi tega, ker... Kdo ostaja? Ostajajo podjetniki, tudi na novo se odpirajo podjetja. Tudi če bi šel gledati statistiko, bo država zmeraj rekla, letos je bilo ustanovljenih več DO-jev, več podjetnikov odprlo status, res
tudi da zaradi teh normiranih stroškov. Ampak to se dogaja. Torej, grejo posamezniki, ki jim pač doživijo določeno kalorijo tukaj v Sloveniji in rečejo, jaz bom rajši šel. To pomeni tistih nekaj, ki gre, torej to ni v tisočeh, to jih gre mogoče par 10, par 100, ki pač potem sebe uredijo, svoje življenje uredijo, živijo bolj mirno in niso več izpostavljeni, bom rekel, nekim medijskim pritiskom, kateri so v Sloveniji. Ja. In jaz jim to privoščim. Torej, vsak naj pogleda, da bo njemu v redu, če že tukaj ne more. Je pa to škoda, ker Slovenija bi lahko bila tista, tako kot Avstrija, da bi tuji podjetniki, tuji strokovnjaki, torej tuji davkoplačevalci prihajali v Slovenijo. In jaz to nenehno zagovarjam. Tudi predlagal sem ne vem koliko nekih boljših, bom rekel, davčnih zakonov. Ampak enostavno to se ne prime. Tisto, kar pa spet je lahko narobe, ti sprejmeš neko zakonodajo, ki tujce privabi, potem pa pride nova vlada, pa jo spremeni. In to se pa ne sme dogajati. Torej, neka zakonodaja, ki je stimulativna, se ne bi smela spremeniti vsaj 10 let. Ampak zdaj, Rado, ne? Če vidimo, seveda, vsaka oblast si želi, da bi imela čim več denarja za razdeliti. Ne? Logično je, da če bi pač te stvari, na katere tudi ti opozarjaš in ostali, recimo kolega Blaž Mervle v zdravstvu in tako naprej, če bi to porihtali, bi pač bilo več denarja za razdeliti. Sigurno. Ja, sej, to je stvar neke ideološke paradigme. Ne? Ali želiš imeti upravljanje z državo tako, da država zagotavlja z prerazdeljevanjem dohodke, ali pa želiš imeti državo tako, kjer si državljani lahko sami ustvarijo svoje dohodke. Mi pa že 30 let živimo več ali manj v paradigmi, kjer je nek totalitaren vzorec prerazdeljevanja tisto, kar je dominantno nad ustvarjanjem. Ne? In pač tako je. To je danost, na katero se bomo mogli sprijazniti. Jaz mislim, da jaz, Ivan, ti vsi skupaj smo več kot desetletje, Ivan še dlje, opozarjali na ene in iste stvari, ponavljali ene in iste stvari, ampak sprijazniti se moramo, da so okoliščine, v katerem se upravlja naša država, take, da spremembe ne bomo videli. Močna politika z vzvodom v državnem proračunu in redistribucijo prihodkov je tisto, kar v Sloveniji deluje in tudi kar volilci hočejo, ne si lagati. Tisto, kar smo pa mi na drugi strani, smo pa neki jehovci, ki obljubljamo lepši novi svet, če prevzamemo neke normalne tržne instrumente, pač tega ne bo. Ne. Ampak zdaj, a ni tako, da se je ta paradigma izpela, če pogledamo recimo konkretno stanje v zdravstvu. Ne? Ta teden smo 4 alarmantne novice so odjeknile samo na področju zdravstva v enem tednu. Ne? Če naštejem na hiter, se pravi, zmanjkali jim je zdravil, ne morejo izvajati kemoterapije na onkološkem inštitutu. Ne? Na gastrooddelku jo izvaja kar na hodnikih, smo videli tudi na televiziji Slovenija. Šempetrska bolnica, tak minus, ne? Da bo kar 130 ljudi odpustili. Ne? To nič ne pomeni, čez en teden se bo to že pozabil, tako kot se vedno čisto vsaka stvar pozabi. Verjetno, če bi zdaj mi pobrskali po glavi, bi lahko vsak 30 takih resnih problemov naštel v kjermokoli podsistemu, ki takrat, ko so izbruhnili v javnosti, so naredili ogromno zgražanja, potem bo pač nič. Ne? Ampak zakaj vse to požremo? A nam gre še vse en tukaj dobro, da se ne sekiramo? Zato, ker nam čez nekaj dni ali pa tednov servirajo novo afero in vsi pozabimo tisto prejšnjo afero. Če bi si ljudje toliko zapomnili, potem ne bi skozi iste stranke volili. Ampak tudi če na količino afer bi lahko odreagirali, če si že ljudje pozabijo. Ampak dejstvo je, da očitno ne reagirajo. Ne? Ja. In zdaj zakaj ne? Po mojem boš mogel psihologe imeti na Faktorju. Psihologe, ja, ampak so tudi mediji krivi, smo tudi mi krivi, premalo to poudarjamo, bi lahko več naredili. Ne, jaz mislim, da ne. Kolikor je v zadnjih letih bilo enih razkritij, toliko jih nikoli ni bilo in kolikor je bilo malo odziva na ta razkritja, ga tudi ni bilo nikoli toliko malo odzivov. Pač ne gre, ne. Ne gre. Ja. To je to. Realnost je ta, da je ljudem okej. Ljudje uživajo, ker so evropski šupak, podrazviti, brez znanja, iz rok v usta, preživijo lahko samo še s krediti. To hočejo. Tako paradigmo volijo in izvolijo. To je to. In to je kar precejšen mazohizem, ni? Ja, spet vprašanje za psihologe, kaj ti rečemo, prosti. Ivan, kaj zdaj bomo pač ostali v Sloveniji, samo tisti, ki nimamo kam iti, ali kako? Velika večina jih bo ostala v Sloveniji. Ja, sej. To bo sigurno, nekateri bodo pač šli, ne grejo.
bodo bolj živeli, bodo Ti prihajali. nisi nikoli razmišljal, da bi šel v tujino? Ne, jaz sem takrat razmišljal, ko so se na mene spravili neupravičeno, ko sem se vsak dan pojavljal v medijih, ki te napadajo z neresnicami, ampak potem vidiš, da to ne gre in da se moraš boriti in pač sem se boril. Jaz sem porabil 10 let življenja za dokazovanje, da nisem naredil nič narobe, ampak to je tista, ki je katastrofa, da moraš iti dokazovati, da se lahko vsak medij, vsak novinar se ti lahko privošči in jaz, ki vidim, kaj drugi doživljajo, kaj se jim dogaja in tako naprej. In jih poskušam pomiriti in jim povedati, kaj jih bo čakalo in zaradi tega jaz tudi vsakmu, ki ima neko uspešno podjetje, ki je sposoben, mu nikoli ne svetujem, da gre v politiko. Torej vsakemu rečem, ne, ukvarja se s svojim poslom naprej, ker narediti ne moreš popolnoma nič. Razen Alojz Zukovšci, on ima svoje podjetje. Zukovšci ima kratkim, da ne gre. Zukovšci je pa specifičen človek, on je pa izjema, ki potrjuje pravila. Ja, torej on je borc, si upa, torej midva sta se z njim kar nekaj časa pogovarjala. Jaz ga vidim kot enega, kot osebo, ki bo verjetno šla do konca in se ne bo pustila. Tudi sam je dal veliko skozi, torej veliko krivic, to je preživel na kakršen koli način in kar se tega tiče, če bo rabil pomoč, mojo pomoč bo dobil. Ne. Ja. Zdaj, Rado, pred par oddaj nazaj smo gostili tukaj v Faktorju Janeza Šušteršiča, bivšega finančnega ministra, ne, ki je sicer zdaj v strokovnem svetu Nove Slovenije, ampak prav, da ima svojo ekipo pripravljeno, če bi kdaj bil trenutek, da prevzame vlado in je rekel, da si tudi ti v njegovi ekipi. Ne? A mene ni dal not? Ja, Ivan, ne vem, za tebe se ne spomnim, za Rado, vem ziher, da ga je omenil, pa me zdaj zanima, Rado, katero funkcijo bi ti prevzel? Definitivno ne prevzemam funkcije, nisem v ekipi. To mislim, da je bila Janezova šala. Ampak, Rado, ti bil dober za Sovo. Ja, tukaj bi premislil, to je edino, kar bi premislil. Samo bi mogel biti Ivan minister za finance. Tako da bi Ivan dobil ta prave varnostne informacije in obveščevalne. In on bi znal z njimi delati. Jaz bi pa upošteval Ivanov nasvet in bi ostal voditelj oddaje Faktor. Bi vaju pa redno vabil vsem, da poveste, kaj se dogaja. On bi se rešil, midva naj se potopiva. Meni samo ni jasno, zakaj ti nisi uspel svojo kariero v SD-ju. Ivan je izkušen človek, jaz mu verjamem, če mi rečeš. Vprašal sem nekaj, zakaj nisi uspel kot SD? Na lastni koži sem isto izkusil kot ti, Ivan. Se pravi, očitno ni bil to pravi trenutek, nisem bil v pravi stranki, veš. Tako da pa moraš tudi malo probati drugače. Zato pravim, da bi bilo slabo, če bi zdaj izpadla ta današnja oddaja kot zelo črna. Poskušam zdaj najti proti koncu, gremo počasi neko bilko optimizma. Ja, evo, ti si ponavadi optimist, Ivan, daj povej. Ne želim, da se ljudje med sabo kregajo, da država deluje tako, kot treba, da smo optimisti, da gremo v posel. Da se davki plačujejo. In pa da normalno država je malo manj zategnjena pri teh kaznovanjih zavezancev. To pa sigurno, to se da brez problema in bodo pobrali več davka, kot pa če zavezanci se maltretirajo in se kaznujejo za vsako najmanjšo zadevo, kajti nima nobenega smisla. Tudi, če gledamo te lisice, jaz imam primere, recimo, kjer pridejo, delajo hišne preiskave, govorijo o ne vem kakšnih milijonskih utajah, na koncu pa izpade mogoče par 10 000 ali pa 100 000 evrov. Zato je treba biti pred tem toleranten in vedeti, kaj želiš. Pa fajn bi bilo, če bi preganjali ta prav gospodarski kriminal, za začetek tisto, kar smo videli v bankah, medicinskem sektorju. To bi bilo za začetek kar vedno. Če bi se tega lotili. Pa lahko upamo, da se bojo, ali bomo mogli še počakati? To upanje je počasi umira, te primeri bojo vsi zastarali. Upanje umira zadnje, sicer je pa res, da je predsednik vlade rekel, da na dolgi rok smo itak vsi mrtvi. Ja, predsednik vlade je zelo originalen. Okay. Dobro, magister Rado Pezdir, magister Ivan Simič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil Podjetni, če si upate seveda, 366. Faktor na TV3. Glejte nas v živo spet jutri, ko bosta Boštjan Marko Turk in Norma Marija Korošec komentirala fatalke v slovenski politiki. Predvsem pa ne pozabite, na dolgi rok smo itak vsi mrtvi.